Živijo tukaj Valentin. Danes bom govoril o miru, ki si ga običajno zaželimo za novo leto ali za božič, in o tem, kako oziroma ali je potrebno ta mir braniti, ali je potrebno, da imamo vojsko, da potem v primeru, ko smo napadeni, da se branimo, da ohranimo ta mir, ki nam je tako dragocen. No, mir je lahko stanje v družbi, ko je vojna odsotna, govorimo pa lahko tudi o notranjem miru, ko smo mirni, sproščeni v naši notranjosti, v notranjosti našega telesa, ko imamo čustva umirjena. Vojna je lahko torej zunanja ali notranja. Lahko se prepiramo, za čustveno agresijo napadamo druge ljudi, ali pa v smislu, da postanemo vojak, z orožji ubijamo druge ljudi, ki so na nasprotnikovi strani. Zakaj obstajajo vojne? Vojne obstajajo zaradi pohlepa, zaradi poželenja določenih ljudi, da si vzamejo ozemlje in naravne vire, ki trenutno pripadajo drugim narodom, drugim državam. Vojne so posledica tudi pomanjkanja določenih naravnih virov. In problem je v tem, da se ljudje delimo na narode, na države. Da vsaka država meji samo na določeno ozemlje in vsaka država ima svojo kulturo, svoje jezike, svojo miselnost. Svet pa je ena povezana, nedeljiva celota. V naravi ni meja, živali prečkajo državne meje, se ne tretirajo za državljane in se ne bijejo tako za ozemlje kot ljudje. Živali med seboj komunicirajo, se sporazumevajo in si naravne vire delijo pravično, tako da je za vsega dovolj. Pomembno je torej, da ohranjamo zavedanje, da imamo en svet, da se ne moremo več deliti na neke države, ampak da je potrebno z naravnimi viri ravnati tako, da si jih vsi enakovredno delimo. In to ne samo med ljudi, ampak tudi med živali in rastline, ki so povsem enakovredna bitja. Zakaj se tega ne doseže? Zato, ker živimo po nekih miselnih in vedenjskih vzorcih, ki jih prenašamo iz roda v rod. In odraz teh miselnih vzorcev je tudi denarni sistem, ker trenutno denar temelji na pomanjkanju in če hočeš ustvariti dobiček, moraš umetno ustvariti pomanjkanje. Pomanjkanje naravnih surovin in pomanjkanje izdelkov. Zato se namenoma proizvajajo izdelki za kratko življenjsko dobo, da se čim bolj pospešuje potrošnjo. In potem, ko je v neki državi pomanjkanje ali ko naraste pohlep, potem
država pokliče vojake in obstaja struktura, povelji, določena veriga ukazovanja, ko neka skupina posameznikov upravlja za celotno vojsko in vojaki, ljudje smo tisti, ki potem slepo sledimo tem ukazom in pobijamo druge, zato da bi pridobili neke vire, neko ozemlje in da bi potem rekli, to je naše. Namesto da bi si vsi med sabo naravne vire, ozemlje pravično delili. Torej, v trenutku, ko bomo ljudje doumeli, da vojne lahko obstajajo samo, če mi damo privoljenje, da sodelujemo v vojni, potem vojne ne bodo več mogle obstajati. Pomembno je, da ne sledimo brezpogojno, slepo ukazom in navodilom drugih ljudi, temveč da se ravnamo po principu tistega, kar je najboljše za vse. Da postanemo vodje samega sebe in da poslušamo samo notranji princip, da postanemo etični in moralni. Da vedno, ko nam nekdo nekaj reče, da se vprašamo, ali bomo s tem komu škodovali in da potem ne sledimo navodil, za katerimi bi lahko škodovali drugim. Poleg tega, da lahko poslušamo ukaze zunanjih ljudi, nadrejenih, poveljnikov, imamo pa tudi ukaze, ki so še bolj subtilni. In to so ukazi, sugestije, navodila, ki nam jih stalno proizvaja naš oziroma umsko-zavestni sistem. To je energetski sistem, ki je bil zgrajen, da nas na neviden, neobčutljiv način subtilno vodi in usmerja in da ustvarjamo notranje konflikte. Ta umsko-zavestni sistem proizvaja misli v naši glavi, ki jih slišimo kot glasove v naši glavi. In če pademo na te limanice, da mislimo, da se nam zdi, da so ti glasovi v naši glavi naši, da smo jih mi ustvarili, potem smo nasedli na slepilo, na notranjo diverzijo, za katero so nas določena bitja, duhovna hierarhija že tisočletja vodila, da smo ustvarjali konflikt na tem svetu. Zato je pomembno, da tudi ne poslušamo misli, ki jih naš kar naprej ustvarja in z katerimi nam jemlje pozornost od tega trenutka. In če tem mislim sledimo, potem ustvarjamo čustvene energije, jezo, sovraštvo, ki jo potem projiciramo na druge in druge osebe začnemo napadati. Potrebno se je torej zavedati, da so vse misli, ki jih proizvede samo sabotiranje in diverzija. Torej tako tudi v odnosu do notranjega glasu našega lastnega moramo kontrolirati samega sebe in tudi glede notranjega glasu se odločati na osnovi principa tistega, kar je najboljše za vse. Da ko se nam proizvede neka misel v glavi, da se vprašamo, ali je sledenje tej misli v največjo korist vseh živih bitij,
ali bomo za poslušanjem te misli komu škodovali. Kako se osvoboditi zunanjih in notranjih umskih manipulacij? Zato vas vabim, da si pogledate povezave v opisu tega videoposnetka, da se priključite naši globalni skupini Destiny, ki imamo spletne tečaje za osvobajanje od teh manipulacij, zunanjih in notranjih, da bomo lahko postali vsi svobodni ljudje, ki bomo vsi odgovorno vodili samega sebe v največjo korist vseh živih bitij. In na ta način bodo vse vojne odpadle in lahko bomo živeli v izobilju na tem svetu, kot v pravem raju na zemlji. Pridružite se nam, da ta svet čim prej izboljšamo. Hvala za posluh in nasvidenje.